mene zgodovina zanima. Pa, v glavnem, vprašanje je, zakaj je svet danes takšen, kot je. To je meni zelo zanimivo vprašanje. Ne? In pol v bistvu, če hočeš si odgovor dati na to vprašanje, moraš seveda gledati v preteklost. Ja. In hitro prideš do enega problema, da zelo težko se nekje ustaviš. Ne? Ti prideš do nečesa, prideš, ne vem, svet je danes tak, ker se je po drugi svetovni vojni smo se tako zmenili. Zakaj je do druge svetovne vojne prišlo? Ok. Zakaj je prišlo do prve svetovne vojne? Zakaj je prišlo do industrijske revolucije? Zakaj je prišlo do rimskega imperija? A veš, in tako v bistvu je zelo težko neko točko dati. Ja. In tudi jaz mislim, da ti v svojem razmišljanju delaš napako. Demokracija je enkrat nastala. A ne? Se pravi, to ni to je produkt neke kulture, pa neke družbe enkrat v zgodovini človeka. Ne? In ti da zdaj rečeš, to, da bomo mi demokracijo vsiljevali nekim drugim narodom, se mi ne zdi dobro. Ja, sej enkrat je pač bila vsiljena na eni zgodovinski točki. Nekdo se je tako odločil. Misliš, da je pa demokracija vsiljena? To je tako, mislim, dobra ta play of words, ne? Ja, sigurno, so v enem zgodovinskem kontekstu, recimo rečemo, da je demokracija izvira iz Grčije. Dajmo tako, sam na to vprašanje. Ja. Deklaracija o neodvisnosti v Ameriki, to je bilo 6-7 ljudi v tej sobi, oni so to napisali. Ni bila vsiljena, ampak bila je odločitev narejena strani modrih gospodov. Imeli so srečo, da so bili modri gospodje. Ne? Sreča je bila to, ker lahko bi George Washington, ko so zmagali vojno, vsi so pričakovali, da bo on sebe razglasil za kralja. In on se je zavestno, tako jaz, to je moje videnje zgodovine. Eni so cinični glede vsega, itak. Ampak to je moje videnje zgodovine. To, ki je bil moder, da je videl, da je to ciklično, konstantno ponavljanje nekega trpljenja pa borbe po moči. Ne? Ta kralj, kralj, gremo ga dati dol, gremo. In to je never ending process. Ne? On rekel, gremo mi neko drugo stvar narediti. Ne? Bom se jaz odrekel moči in gremo mi sfurati državo, nek eksperiment, ki temelji na svobodi individuuma. Ne? In svoboda individuuma zahteva demokracijo. A veš, in oni so se odločili. Jaz bi že tako rekel, če ti pogledaš samo oblike demokracije, ne vem, Grčija, odločajo se moški, senatorji in tako naprej, ne? Glasujejo, a veš. Ženske nimajo nobene vloge. Že da ženska dobi volilno pravico, bi ti lahko rekel, nekdo je vsilil to pravilo. In sej pomamo lahko celo debato okrog tega. In zato, jaz rečem, dajmo mi ta mes, oziroma to našo zgodovino kaotično, a lahko mi zdaj za vso to tehnologijo, ki jo imamo, pa z vsem našim znanjem, pa zavedanjem, a se da postaviti nek nov okvir pravil, kjer bi mi imeli skupno vizijo kot svet. To je moje vprašanje. In to je super vprašanje. Se pravi, iz začetka debate je bilo eno vprašanje, ki sem si zapisal, ali lahko države na miroljuben način tekmujejo. In jaz bi tukaj samo spremenil, zdaj moje vprašanje, ali lahko države na miroljuben način sodelujejo. Jaz mislim, da ne, na to vprašanje, ki si ti, dokler imaš določeno populacijo na svetu, ki so talci svojim vladarjem. Dokler nimaš tega, ti ne moreš. Ampak ti si... Midva zdaj ne morava, midva sva Rusa, ni nama všeč to, recimo, kar se dogaja. Recimo, da nama ni. Midva ne smeva pred Kremlin protestirati. Ne.
tukaj je breakdown vsega. Vsega. Ti z vsemi temi vprašanji, ali lahko to, koga boš vprašal? Če imaš enega gospoda, ki ima absolutno moč. Breakdown pod tem je vsa ta filozofska vprašanja lahko v smeti vržeš. Zato, ker bo njegova volja in ponovadi je želja pomoči, njegova volja obveljala in je game over. No, ampak ena zelo konkretna stvar, kako moramo mi delovati, oziroma s temi, bi rekel, despoti. Ne? Ali se vmešavaš, kako interno nek sistem deluje, ali Kitajska, ali Rusija, ali se, kako interagiraš s tem. Kitajska, vemo, ima veliko teritorijalnih vprašanj nerešenih. Ne? Ogromno. Od morja, od ne vem, Japonske do milijon stvari, Tajvan in tako naprej. In Kitajska reče, jaz zdaj bom vzela Tajvan. V eni fazi, verjetno bo to rekla. Kaj zdaj Zahod naredi? Ne? Ker na koncu pridemo do vprašanja moči. In največja resnica, kar jaz v te, mislim, kot resnica, najbolj pomembna zadeva, ki jaz skozi imam v glavi, prav vseh teh konfliktih je, da neka enota, država je lahko poškodovana oziroma oškodovana, ohromljena strani ostalih držav. In ona bo minimizirala ta riziko. Vsaka država naj ga bi minimizirala. In na kakšen način se države tukaj v bistvu so v konfliktu. In jaz ne vidim rešitve v tem, da enkrat, ko je recimo v Rusiji, ne vem, nekaj nedemokratičnega se zgodi v Rusiji, se začne Zahod razburjati in, ne vem, gor dol neke sankcije. Take zadeve privajajo do svetovnega konflikta. Ker na koncu tega vprašanja ne moš razrešiti z demokratičnimi stvarmi. A ne? Ti ga lahko samo silo. Ti despotov z demokratičnimi prijemi ne moreš vrš iz oblasti. Lahko samo silo. In kaj je pa rešitev? A je rešitev sila? Ali je rešitev sobivanje z despoti? In pol se vprašaš strateško, kaj je riziko za Zahod. In riziko za Zahod je, ko neke sile, ki nimajo zahodnega mišljenja, dobivajo na moči, ekonomski moči, vojsko gradijo, je riziko, kdaj se bojo one odločile, da nas direktno napadajo. In zato, da se to ne bo zgodilo, jih moramo, dokler so še teenagers, mal brcati, mal poškodovati, da se ne bojo razrasle. In kaj se v bistvu pa de facto zgodilo, je, da Kitajska je z ameriškim denarjem buildala gospodarstvo in reče, super, pocen delovna sila. Kar naenkrat je to kompetitor. Ne? In če se od danes naprej pogovarjamo, dajmo se konkretno pogovarjati, kaj bo Zahod, s kakšnimi prijemi bo Zahod nekonfliktno prihodnost probal vzpostavljati. A ne? Smem. Mogoče, ker je zelo kompleksno vprašanje, pa verjetno ni enostavnega odgovora, sploh iz moje strani, ker nisem nek strokovnjak za geopolitiko. To so izredno kompleksni sistemi in kompleksne stvari, ki jih daješ na mizo. Ampak če poenostavimo, pa vzemimo neko metaforo neke družinske celice, imaš moža pa ženo, in ta mož ženo zlorablja fizično in krati recimo svobodo, da ne sme poklicati policije, ne sme določenih programov na televiziji doma gledati. Se pravi, on je v bistvu svet prilagaja in manipulira z njo plus zlorabljajo. Ti si pa recimo zunanji, nisi v tej družini. Se pravi, ti si sosed ali pa še dlje stran. Ne? In zdaj ti srečaš to žensko in jo vprašaš, a želiš, da ti mi pomagamo? Pa ona reče, ne, tako je prav, da je. Jaz mislim, da se moš ti odmakniti. Dokler ona ne bo sama notranje
prosila za pomoč, uprla se, ne vem, zaštihala, ne vem, karkoli. Jaz mislim, da ti nimaš pravice posegati s svojimi vrednotami, kaj pa je za tebe dobro. Zdaj pa, kar se pa tukaj dogaja, imaš pa ne samo, da ta mož zlorablja svojo ženo, on gre ven iz stanovanja in prefuka še tvojo ženo. Ne? In ona reče, hej, on me napada. Ne? Kaj pa zdaj narediti? Vsiljevati svoje vrednote, da se žena ne prefukava? Ja. Ne, Tako da to je mogoče to ni preveč poenostavljeno. Moje vprašanje. Moje vprašanje je konkretno. Kje poseš? Kako se naučiti živeti s tem možem, ali kaj? Kitajska vzame Tajvan. Kako se v bloku nauči? Kaj bo Zahod zdaj naredil? Kaj naj Zahod naredi? Konkretno. Tole zdaj je ena predigra za eno resni, svetovni konflikt. To je zelo resen konflikt, ampak ni pa še svetovne razsežnosti. No, in ti si nekako, če jaz prav interpretiram pač ta sporočila, te sankcije, nekako ti je to, da se konflikt poglablja, ne da se rešuje. Sankcije, pustim primer, to je del responsa. To je respons. To je mogoče dobro. Ja. Ampak kaj jaz hočem reči, da po drugi svetovni vojni ta način, kako ta konflikt menedžemo, ki basically Amerika reče, tako je in tako je, ta način ne bo za prihodnost deloval. Sigurno, da ne bo. Se pravi, mi ga moramo spremeniti. To je slab način. Se strinjam, ampak lej, jaz bom zdaj še... Jaz se ne strinjam. Jaz bom zdaj še eno analogijo dal. Ful mi je bilo všeč, kaj si rekel to, naučiti se živeti s tem despotom. In v naši družbi, kje se največ ljudi v svojem življenju, odraščanju, kje se prvič sreča z nasiljem? V družini. Eni se v družini, ampak recimo, da se večina sreča, ko začne iti v šolo. Okay. Ker tam je nek bully. Ja. Se pravi, ta bully se je pa verjetno v družini. Nasilnež. Je pa nasilnež, je pa v družini verjetno spoznal nasilje. In takrat se družba prvič sreča z nasilnežem. On je do zdaj bil v družini, zdaj pa pride v neko šolo in tam je proces socializacije. In rečemo, da je proces socializacije učenje sobivanja. In ta problem bullyinga, oziroma nasilništva med mladimi, je v bistvu zasnova za to, da ti vidiš, da do tega prihaja tudi, ko mi gremo na raven večjih skupin, držav in pač celega sveta. In tukaj je zdaj nek bully. In v zgodovini so vedno bili neki nasilneži. Se pravi, jaz hočem zavzeti neki. Saj ni važen. Jaz tukaj res mislim, da ni važen zgodovinski okvir. Mi se zdaj samo pogovarjamo, imamo nekega nasilneža in enkrat bo to recimo Kitajska. Bo rekla, jaz hočem Tajvan. Jaz hočem Tajvan in to, kako mi delamo z nasilneži, a zdaj mi otroke učimo, veš, tale Tomaž je ful nasilen, ne vem, probi zbežati od njega. Ne, to je pač treba obsoditi. Treba je tudi reči, da temu se je treba zoprstaviti. Ti ne moreš to kar pustiti, da se to razrašča. Zato pravimo, da absolutno se mora svet v izogib tega svetovnega konflikta, kjer bi bila neka totalna vojna, kjer dejansko umre veliko ljudi, se mora zmeniti, kako pač postopati v primeru nasilništva. Ko nekdo pač hoče. Ampak problem je, problem srž vsega, je pa jedrsko orožje.